Ljudje in ljudine, poslušate 187. epizodo podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z, Obot, okoreli v boju proti odvratnemu diktatorju, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp in moja malenkost Aljoša Harlamov. Tokrat brez gosta, a zato nič manj gostoljubni. Današnja epizoda je posvečena filmu, ki ga lahko še vedno ujamete tudi v vašem lokalnem kinu, če pohitite, in sicer z naslovom Civil War, oziroma po slovensko državljanska vojna, vsaka vladavina se konča. Igor, mogoče za sekundo, zakaj slovenski filmi rabijo podnaslove? Ne vem, zakaj pri tem nujno. Vse drugače imajo podnaslov samo, če imajo izvirnik, ampak tukaj se je distributerju zdelo, da državljanska vojna ni dovolj. In so dodali ta stavek. Ki pove kaj doda ta stavek? Ne vem. Mislim, jaz bi dal prej, ne vem, ameriški propad ali pa kaj takega, padec Združenih držav. Ja, recimo. Padec hegemona kapitalizma. Ne vem. Tudi povedlo bi nekaj več. Vsaka vladavina se enkrat konča. Deluje tako pač po mojem, kot da so jih imeli 6 in potem so se vsi odločili za tistega, ki je najbolj vanila. Mogoče. Mogoče Jesse Plimons na slepo strelo, pa so zadeli pač tega naslove. Skratka, če omenjenega filma še niste pogledali, potem za vas velja pošteno opozorilo, tako kot zmeraj, da bomo mi o filmu govorili brez zadržkov, torej z vsemi kvarniki, zato si ga morda najprej pogledajte, preden poslušate dalje. Če pa ste film že pogledali ali pa ga niti ne nameravate gledati, potem pa v roke zastavo Štajerske, vile in motike in gremo se končno odcepiti. Maestro, ena ponosna. Danes delamo Civil War, državljansko vojno, vsaka vladavina se konča. Žanr, ki ga obdelujemo, je torej vojni film, akcijski film, alternativna realnost, antiutopija, neke vrste možna prihodnost. Ustvarjalec filma je scenarij in režija sta delo Aleksandra Medawarja Garlanda, oziroma kot ga poznamo boljš Alexa Garlanda, ki je drugač pisatelj, začel kot pisatelj skromno, za knjigo The Bitch iz 96, ki jo imamo tudi v slovenskem prevodu, samo 4 leta kasneje je išla, kar je išla v zbirki Prvinski nagon, kot se spomnite, tale filmska zbirka pri DZS, se pravi leta 2000 je išla v prevodu Radojke Manfrede Modic, potem pa je napisal še The Tesseract iz 98, The Coma iz 2004, potem je prešel na scenarije, napisal je scenarij za 28 Days Later in Sunshine z 2002 in 2007 in potem je začel še režirati in filme, ki jih je naredil, so Ex Machina 2014, Annihilation 2018, Man 2020, 2022 in pa če vse tiste, ki nas veselo spremljate, pa ste malo že pričakovali to najavo, pripravite se torej 25. maja na meji nevidnega, na konvenciji na meji nevidnega, delamo Annihilation in ne samo filma, da se razume, ampak tudi knjigo, ki je pravkar išla pri založbi Lud literatura in jo prevedel naš Igor, tako da zdaj imate še dober mesec, da v miru preberete knjigo, knjiga ni dolga, tako da vam ne bi vam smelo vzeti cel mesec, da se razumemo, no? Če vam bo vzelo cel mesec, ojej, ampak če boste dobili vstopnico, ki so tudi še na voljo, pravite Igor in Mito, nabavite si vstopnico in pridite nas poslušati, ure pa žal še ne vemo. In pa med drugim je ustvarjalec miniserije Deus, ki smo jo pa delali in sicer v 49. epizodi. To je skoraj 150 epizod nazaj. Ja, wow. Drugače, izpustil si še 2 njegova scenarija, ki sta zelo žanrska in sicer Dredd, ta boljša verzija Judge Dredd filma. Smisel on
Ne, on s Stallonom, ampak on z... Ne, smisel on rastafarijanska frizura, ki ima... Ja, Dredd. Ne, Judge Dredd, Okay. ki ne nosi dreadov. Ja, veš kaj, belec si da delati drede, pa ga ubijajo zaradi kulturne apropriacije. Ja, ja. That's the movie. Ja. Zakon would definitely watch. Ej, če sem jaz Stephen King, that's the idea. Ja, ja. Oprosti za neumestno šalo, ampak... Ne, sej, pa še Ne zapusti me nikdar, Never Let Me Go, priredbo romana Kazuo Ishigara. Je tudi on naredil in glede na to, da sem prebral knjigo in gledal film, je zelo dobro to naredil. No. Pa ni glih lahko delo za adaptirati. No. Zdaj v filmu, če samo na hitro gremo tiste glavne igralce, oziroma največje zvezde, igra Kirsten Dunst, igra glavno vlogo, pravzaprav Lee Smith. Kirsten Dunst najprej veste, kdo je, pa je ni treba posebej predstavljati. Potem je Wagner Moura, igra njenega kolega Joela, Reutersovega fotografa. Ne, novinarja. Novinarja. Aha, se pravi, čujem, seveda, on je novinar, ja, ona je fotografinja, on je novinar, ravno obratno je. Kylie Spaney je... Kaylee, mislim, da je. Kaylee, verjetno. Kaylee je Jessie Cullen, mlada fotografinja, penjajoča se v fotografinja, tako. Nazadnje ste jo videli v Prisili, če ste šli prisilno gledati. Wow. Čisto dober film, je. Wow. In pa potem sta še Stephen McKinley Henderson, ki ste ga nazadnje videli v Dunu, Tufir Havat je bil, Nick Offerman in Jesse Plemons. Jaz mislim, da so to... Ta glavni Nick Offerman je The President, Jesse Plemons je rasistek, tako da dejansko imamo vse pokrito. Ja, pa Wagner Moura je bil Pablo Escobar v Narcosih. Tako. Drugač pa ga poznate kot onega, ki je skoraj zdaj mi je pa ime padlo, tale Mandaloric, ampak ne čist. Zakaj, da bi Pedro Pascal, ful je podoben Pedro Pascalu. Res? Ja, sploh s temi brkami, ki jih ima tu not. Tak, fake Okay. Pedro Pascal. Ja, I see it, ja. Okay. 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 In Igor, zdaj si na vrsti, da seveda obnoviš zgodbo. Torej, zgodba je postavljena v neko nedoločeno bližnjo prihodnost, kjer so ZDA v državljanski vojni. O tem, kaj je povzročilo to, zvemo zelo malo, ampak v bistvu odcepili so se na eni strani Teksas in Kalifornija, ki imata zastavo z 2 zvezdama in napredujeta proti Washingtonu, iz vzhoda pa Florida Alliance tudi napreduje, čeprav koliko komentirajo tale Florida Alliance, jih ne gre najbolj resno jemati. Kdo bi si mislil? Sami upokojenci. Mislim, da še omenijo portlandske maoiste ali nekaj takega. Ja. No, maoistov tudi ni resno jemati v resnici. No. V New Yorku pa vidimo, da je nek zelo, kjer se začne zgodba, pa je zelo neki protesti, samomorilski terorizem, ni glih najbolj varno. Skratka, novinarji se zavedajo, ki so tam v New Yorku, da bo Washington kmalu padel, da vejo, da v Washingtonu zvezna vlada ubija novinarje, ampak sklepajo, da bi tik pred padcem lahko prišli tja in dobili intervju ali pa vsaj izjavo od predsednika. In se pač te, ki si jih prej naštel, spravijo v en avto, na katerem na veliko piše press in se odpeljajo. Zdaj, načeloma, tisti, ki ste gledali Independence Day, veste, da to Jeff Goldblum odpelje v enih par urah, ampak ker na začetku gre iz New Yorka v poženo v DC. Ne? Ampak tele tu rabijo več dni, ker morajo iti malo naokrog, čez Pittsburgh in tak dalje. Ker, kaj že rečejo, Filadelfija, da sam norc bi šel. Ja, da ni varno skozi niti. Ja. In na poti pač vidijo različna stanja konflikta. V glavnem ljudje, ki so v konfliktu, niti ne vejo, na kateri strani vedno so. Včasih oni ne vejo ali pa jih ne zanima, ampak samo jih zanima posnet
čim boljše fotke oziroma video. In potem na eni točki skoraj umrejo, ker pač pridejo do tega Jesseja Plemensa, ki je čist huda scena, srečajo še 2 novinarja, ki jih ne odneseta najboljš, in na koncu pristanejo v taboru Zahodne alianse, torej, ali kako se jim reče, ne? Koalicija, nekaj tega. Ja. Kjer se pripravljajo, kjer potem grejo skupaj z vojaki nad Washington in na koncu uspejo priti v Belo hišo. Tako da to je nekako povzetek te zgodbe. To je tako zelo straightforward A do B, Ja. ki se ti razloži v 5 minutah, 4 liki, ki skozi neke vinjete pa dogodivščine pridejo potem do predsednika za ta intervju. Ajde. Ja. To je IMDb, na kratko, kako bi temu rekel. Ja. Super, ja, tako je. Ajde, kjer žanr je to? Ja, ravno to oprosti. Vse to sem naštel, ampak med drugim je seveda vprašanje, kaj v resnici je ta žanr. Ne? Zdaj najbolj logično bi vseeno bilo, da je to vojni film. Ne? Se pravi, da je to akcijski vojni film, vseeno je dovolj akcijskih prizorov. Zdaj, seveda, do neke mere tudi novinarski film o novinarjih, kakorkoli bi ta žanr poimenovali, ker pa ta vojna je ves čas gledana skozi oči novinarjev in na način novinarjev, bi jaz rekel. Ne? Se pravi, pravzaprav na način fotografov, ne? Ker dostkrat imamo tudi te posnetke, kjer zamrzne kader in ko da dobimo pač fotografijo, ki jo je tisti fotograf naredil v tistem trenutku. Ta mala fotka z nekim... Na film, ne. Nikon FM2 ali pa že. Ja. E2. Ja, neki pač tudi črno-belo, ne, kot se pač spodobi za vojnega fotografa. Mislim pa, da Kirsten Dunst pa ne, ona pa z nekim... Sony A3. Tako. Drugač, Kirsten Dunst, njeno ime je tudi seveda nekaj pomeni. Lee Smith je ime po... zelo znani, skratka, fotografinji, reporterki Lee Miller iz Druge svetovne vojne. No, to tudi, mislim, da v filmu jasno povejo. Kar sem jaz, recimo, če zdaj malo preden gremo seveda na krog, da si povemo tudi, kako nam je bil všeč. Film meni je bilo zelo zanimivo, ker sem prebral na Wikipediji v resnici, da v opisu filma, kar jaz se iz filma priznam, da ne spomnim, če to v resnici povejo, da je eden od problemov seveda ta, da je ta diktator, ameriški predsednik, zdaj služi svoj tretji mandat. Je rečeno. Okay, to sem pa to nekako preslišal ali pa sprejel. Skratka, seveda to je nelegalen mandat, ne? V Ameriki se lahko predsednik samo 2-krat. FDR je bil 3-krat, ker je bila vojna. Dejansko ni... To samo je nekaj, kar se ne dela, ni nekaj, kar bi bilo striktno prepovedano, ampak nekako mora, mislim, da kongres odobriti, da lahko bi še šlo v 3. mandat, ampak FDR je bil do zdaj edini in to zaradi tega, ker je bilo to med drugo svetovno vojno. No, ta si je očitno naredil vojno. Skratka, ok, si to je to. Gremo en krog najprej. Igor kaže, mi to. Jaz. Ti prvi, kako ti je bil všeč film? Okay. Jaz ne moram priznati, da v bistvu sem kar imam zmedena mnenja okrog tega filma, ki so se direktno po ogledu, ko smo se pogovarjali, malce sicer omilila, ampak nimam čist najbolj jasnega branja in tudi ne bom najbolj koherenten danes, že vnaprej povem. Zdaj, moje branje je bistveno oteženo zaradi Gaze, pa zaradi tega, ker sem Miyazakija gledal 1 uro pred tem filmom. Tako da to razumete. To razumete. Jaz mislim, da je tehnično film izjemno dovršen, da ima izjemne scene, da je zvočno, slikovno, vizualno, whatever bomo temu rekli, ful na nivoju, pa predvsem za tale produkcijski level, ki se ga gre. Mislim, da je to tudi ta prvi A24 blockbuster, ki se ga dejansko grejo na ta način. Da ima zelo lepo vinjetno zasnovo, da je struktura nekaj, kar se mogoče lahko naši poslušalci spomnijo iz, pa kar si tudi ti omenil v Siolovem prispevku, Apokalipsa zdaj, da v bistvu namesto čolnička je pač avtoček in da oni grejo skozi vse te neke norišnice, ki se na ta vinjetni način predstavljajo.
Imam pa mogoče izziv v branju ali pa v namenu, v branju ali pa razglabljanju te abstrakcije pa namena tega filma. Ne? Mislim, ker ali me pusti popolnoma hladnega in priznam, da nisem čist najbolj navdušen, kako je to speljano, nisem me dotaknil tako taj gese marsikoga drugega, pa ne znam še locirati, zakaj je temu tako. Mislim, mogoče zaradi tega Miyazaki, branja, ja, mogoče. Jaz tudi mislim, da ta film ni toliko udaren za ne ameriško publiko, kot pa je za ameriško publiko. Pa moti me mogoče tale neki manjkajoči kontekst, ki bi pa znal biti malo bolj političen, kot pa mislim, da pač izpade. Toliko za zdaj. Super, to je za izhodišče je to super stvari. Igor, ti si na vrsti. Ja, meni se zelo dopadlo, zato ker je toliko lepo posnet, mislim lepo na način tehnične dovršenosti, kar te ful spusti not in liki, koliko jih spoznamo in politična situacija, koliko jo spoznamo, ja, bi hotel vedeti več, ampak se mi ne zdi prav zares pomembno. Zato, ker če se greš, kaj je prav in kaj je narobe, je večina stvari, ki jih ljudje delajo narobe in tista, ki jo delajo prav, jo delajo tam recimo v onem na stadionu, ki je postal refugee camp. To je prav. Ne? Zdaj pa vse ostalo je pa narobe. Vsi vojaki delajo stvari, ki so narobe, ne? Basically, ki so zločini. Se tudi vidimo, da oni grejo z enimi ljudmi, ki sklepaš, da so kao good guys oziroma Florida ali whatever, ne? Ali pa lokalni policaji ali pa kdorkoli in oni potem kar vojnih ujetnikov ne aretirajo ali zaprejo, ampak jih ekskutirajo. Potem pridemo tam, kjer oni mučijo tiste ljudi, ki so lutali. V glavnem vidimo popoln razpad sistema in mislim, da je to bistvo in ne kakršnokoli politično ozadje bi lahko pripeljalo do tega. Kar pa je pomembno, kar pa je zelo politično in indirektno in se mi je zelo dopadlo, pa je, da pokaže, da tisti, ki pomagajo, tisti, ki se trudijo držati normalnost in nenormalnost, ki se jo drži snajperisti na strehi, so v glavnem temnopolti ljudje in ženske in drugi ljudje, ki imajo trenutno, ki nimajo ful moči, ampak ki se zanašajo na skupnost in ki potrebujejo skupnost in bojo znali v takih razmerah zgraditi in vzdrževati skupnost. Tako da to se mi je zdelo, da je še najbolj nekako tako politično notdano in basically, ker se strinjam s tem političnim pogledom, me ne moti, ampak če bi bil rasist, pa bi menil. Ampak to tam potem še pobaro, da se malo zjasniš, ker malo nisem razumel za tega najbolj. Kak? Ta zadnja stavek, kak je to ta politični... Kako da nisi rasist? ne, seveda da ne. Kaj delaš na tem podcastu? Ne, samo nisem razumel najbolj, kako misliš, strinjaš se s čemu, da v bistvu te skupnosti ohranjajo. Te ljudje, ki so downtrodden, recimo, bojo prej znali poskrbeti za skupnost in delati in zgraditi refugee camp, kot pa ljudje, ki so buržuji. A to zdaj ciljaš, prav specifično na stadion? Predvsem stadion. Predvsem stadion. Samo tisto sem jaz razumel, kot da organizira neka United Nation UNRWA varianta, ne? Ker so imeli te modre majice. Ja, imeli so modre majice, ampak kdo je pa tam delal? Ja, prostovoljci seveda pa tako. Ja, ok, razumem zdaj. Ok. Tako da to. Zdaj pa, kar je še mi pa ful, jaz sem zadnje čase precej razmišljal o filmih, ki so me najbolj tak nekako šokirali. In eden od filmov, ki me najbolj šokiral v lifeu, je bil Full Metal Jacket. Sem bil zelo mlad, ko sem ga gledal in je kar hardcore. Ne? In po tistem delu, ko Donofrio se ofne, je dejansko še en cel drug film. In tisti drug film, jaz se ga zelo bežno spomnim, ker po tistem samomoru ti tako eno odzvanje, ampak tisti film je ful bolj hopeful na nek način, bolj dalje o tem novinarju. In tisti je ful ostal z mano in se mi zdi, da tale film zelo blizu tistega pride, no? Ali pa vsaj cilja na to nekako. Ja, ok, to že. To mu priznam. Ta novinarski pogled na vojno, no to. Ok. Kaj pa ti? Kaj pa je Titanic? Ja. Ne, kaj pa?
Ne vem, kaj imamo danes s temi joki. Ja. Ampak jaz sem spet nekako, bi rekel, vmes med vama. Meni film zdel se mi tehnično dovršen in strašno lep, me pa tudi motilo, kako strašno lep in tehnično dovršen je na nek način. Tako kot je Igor Mito omenil, in tega bomo odprli v nadaljevanju, enih stvari nisem najbolj razumel. Mislim, ne da bi me motilo, ampak zanima me, zakaj perspektiva novinarjev, hkrati pa to ni perspektiva novinarjev, oziroma to bomo v nadaljevanju se o tem pogovarjali. Skratka, zakaj njihov vidik, hkrati pa ne poveš nič o novinarstvu, sodobnem novinarstvu, o njihovem razmerju do vojne in podobno. To me je malo motil. Se pa strinjam, da mogoče, kot človek razmisli, ta političnost, apolitičnost ni bila tako važna, ker je res se film bolj usmerjen na to, kako razpade sistem med državljansko vojno, kako pravzaprav podivja človeška narava, ker si pač nekateri dajo duška svojim strahovom, svojemu rasizmu, vsem tem malim stvarem, ki jih imamo kot družba pod kontrolo, potem pa pač sistem razpade in lahko vsak dela nekaj po svoje. Zlasti v Ameriki ta film absolutno deluje večinoma kjerkoli na svetu, zlasti v Ameriki, zato ker tam pač kopičijo ljudje orožje. Pri nas si res težko predstavljaš neke take scene, recimo, ker ni orožje tako popularno. Recimo. No ja, ne pozabi, to je Balkan, stari, imamo zgodbice. Ok, se ne rečem, ampak se mi zdi, da zelo specifično na ameriško publiko to vseeno udarja, hkrati pač te zelo, bi jaz rekel za Ameriko, zelo nenavadne scene vojne v Washingtonu, kar ti vemo, Amerika ne glede v koliko vojnah je bila, na njihovih tleh vojne še ni bilo, drugih držav, razen pač med sabo, ne? Ja. Bi te popravil zgodovinsko, ampak let's let it pass. Skratka... Vojna 812 mogoče? Špansko-ameriška vojna. Ja, se pravim, ampak tudi takrat še ni bilo Washingtona. Je bilo. V vojni 812 so Britanci požgali Belo hišo. Imaš prav, vidiš. In zato je bela, ker so prebaljali z apnom. Imaš prav, imate prav. Skratka, ampak nekega sodobne vojne pa pač ni bilo, nekaj ta zdaj. Kaj pa Havaj? Pearl Harbor. Okay, kaj pa Filipini, ki so prav zares bili del ZDA pred drugo svetovno vojno? Celinska Amerika. Ko jebe otočane. Kdo pa ima une za Ameriko? Niti voliti ne morajo. Skratka, in pač ti prizori so gotovo morali, posebej po 6. januarju, kaj je zdaj že to, predlani, celo več. Ne, 4 leta nazaj. Tako že, Madonna. Skratka, potem so ti prizori morali izgledati kar strašljivo, pa hkrati ne več tako neverjetno, kot bi še mogoče 4 leta recimo nazaj. Ne? In vse to, ampak jaz sem tudi precej zmeden glede tega filma, ker nisem čist, ne vem, če prav razumem, kaj je namen filma, ampak kaj točno je hotel povedati v resnici, ker se mi zdi, da je hotel povedati ogromno enih reči, pa nič konkretno, pa hkrati, če tako pomislim, ne vem, da se umešča to v žanr vojnega filma, se res umešča ven grozljivo dolg, popularen žanr z ogromno odličnimi filmi, in če ga pač umestiš znotraj žanra, je znotraj pač primerjav, ti si omenil Apokalipso, recimo. Ne? Ja, Killing Fields, Salvador, Come and See, je Garland omenil, da imajo kot povod bil. Ne? Ja, mislim, ne nazadnje Potemkin. Ja, mislim, to so res filmi, ki so odlični in mi je pač zanimivo, kam se tale umešča, z temi. Se pa strinjam, pač z obema, tehnično blazno dovršen film, pač skoraj mu nimaš kaj učitati. Tako da ja. Meni se zdi, da v bistvu, gremo tako na The Big Question, kaj se meni zdi, ki ga lahko berem na večjih ravneh in v bistvu vsaka raven me na neke mere zadovolji, ampak nobena pa ne popolnoma, da bi rekel, wow, to je pa zdaj 4-5 po kakršnikoli lestvici. Okay. Zdi se mi, da pač Garland je dejansko hotel tu pokazati, kako daleč pripela, če dehumaniziramo drugega, da
pripelje to do grozodejstev, ne? Ko civilizacija razpada, ko sistem razpada, kakorkoli bomo temu rekli, v bistvu potem ti popolno dehumanizirani liki začnejo dehumanizirati druge in vse, kar ostane, je mogoče neki poskus objektivnosti tlene. Ker tile 4 liki, ki jih spremljamo, ne, so kot neki modernistični paragoni novinarstva, ne, neke fiktivne objektivnosti, ki je pač nikoli ni bilo. In mislim, da je to taki zelo modernističen pojem, kao, ja, mi smo 4. veja oblasti, bla, bla, kao. Imaš potem lik neke izkušene fotoreporterke, ki je ravno na robu prepada, preloma, kakorkoli. Mlade nadebudne, ki bi rada postala, ampak je ful preveč naivna, preveč človeška dejansko za ta poklic. Potem Reutersov adrenalin junkie, ki se želi spuščati v marsikjer pas noter, dokler ne najebe osebno. In pa star modrec, kot neki grški lik iz grške tragedije, ki svetuje mladim, mentor, ne, in tako naprej. Na koncu pa celo vidimo, da v bistvu kao tale mlad lik postane svoj mentor, torej Kirsten. Hvala. Ko premosti to razliko, ko ona skozi objektiv samo sebe odmakne od dogajanja, da postane dejansko tisti, zdaj že skoraj da veteran po tej izkušnji, ko vidi svojega mentora past pod strelja. Ona jo reši, ne, tam. Jo reši je druga zgodba. Ampak, in se mi zdi, da v bistvu Garland operira z abstrakcijami, z nekimi visokimi koncepti, kar je vse ok in prav. To mogoče v literaturi super deluje. Jaz mislim, da na papirju je to the best. Mislim pa, da malo zmanjka, da bi me popolnoma kupil. Ker to je lahko cool za debato, debatiramo to. Naprimer, mene v bistvu dogajanje v Gazi ogromno v bistvu tukaj pritiska, da komentiram zraven tega. Mi vidimo preko medijev grozne slike, ki jih kao neki objektivni novinarji naj bi pošiljali k nam, ampak je ta stopnja dehumanizacije tega civilov in tako naprej toliko bolj grozna. Pa ta film zraven pride in je v bistvu v tem kontekstu ali pa v tej primerjavi plitek. Ne? In meni to barva branje, moram priznati. Jaz nisem filmski kritik, težko se odstranim tukaj od tega. Ne? In v bistvu to je ena ravn branja, ne? Se mi zdi, ne vem, kaj vidva mogoče tukaj mislite. A je to bil nek namen, ker Garland je nekje omenil nekaj tazga, kako sem spremljal. Ja, mislim, da vsekakor je njegov cilj bil narediti neko zgodbo o pomenu objektivnega in o tem, da se drži proč od političnega, od nečesa, kar bi se na trenutno politično situacijo v ZDA navezovalo. Ne? Zato pač tudi Teksas in Kalifornija imata konfederacijo, ne? Ker sta čist različni državi. Edino, kar je on omenil, da sta to 2 državi, ki ne dovolita tujcem, da bi jim ukazovali, kaj naj delajo. Da to imata skupno, ampak ja. No, ampak meni so bili liki prepričljivi, pa me je to zelo not potegnilo. Ne glede na to, koliko so bili na nek način stereotipni, sem spoznal dovolj novinarjev, da vem, da so taki. Tako kot, ne vem, dosti bolj klasičen novinarski film je Spotlight, ne? Kjer raziskujejo novinarji pedofilske navezave bostonske nadškofije. In tisto je tudi zelo pristno. Tam pokaže, da oni ne vejo, kaj je Excel leta 2010 ali nekaj takega, ne? Ker res ne vejo, ker znajo Word uporabljati, ne Excel. Ne? In pol z močjo Excela uspejo potem dobiti cifre skupne. Ampak hočem reči, da so novinarji ful različni in da tudi taki so in zato me je to pač kuplo. Hkrati pa, kar se pa tiče Gaze, ne? Pa mislim, da tisto je toliko bolj grozno, da ni primerljivo, ne? Ampak mislim pa, da je pa lahko to bolj učinkovito opozorilo. Je pa vprašanje, koliko eno tako opozorilo, koliko je moč filma danes, koliko nekaj takega lahko ima dejanski vpliv na družbo. Torej meniš, da je Garland posnel opozorilo, kao, da je to... Mislim, da je že z Ex Machino in Devsi na nek način delal opozorila. Ne? In
Never Let Me Go. Obalo vsekakor, ker pač tole turizem, ki uničuje okolje. No. Ajde, pred čim opozarja? Na kaj opozarja? Ja, opozarja na vse to, kar je Aljoša že prej razlagal, da ko smo preveč sprti drug z drugim, da pridemo do stopnje, da dehumaniziramo političnega nasprotnika, pride do tega, da če to preklopi v višjo prestavo in pride do konflikta, se lahko dogajajo stvari, kot jih vidimo tukaj. Se dosti lažje. Ja, saj, to film pokaže, se vsekako strinjam. Ne? Ti še kaj pove, Aljoša, ampak komot nadgradim tole, ker v bistvu mene liki niso kupili, jaz jih jemljem res kot abstrakcije, ne? In je premalo tu neke zgodbe ali pa njihove osebnosti, vsaj v prvem ogledu, ki sem ga imel, koliko sem ga zmogel zaznati, da bi me kupili kot neke polne, humane zadeve, ne? Zadeve. Ja, humane zadeve. Nekdo, ki bi mi rekel, kao, ja, to je prepričljiv lik. Ker tako se mi zdi, če se ti greš dehumanizacijo, želim prikazati, želim celo na ta način posneti, da bo se človek, ki je v kino, počutil na nek način, kao da je prisostuje. Mislim, da obrtno, kao zelo previden pri temu, ne. Jaz mislim, da je pametno, da se je odločil, da je dal Texas in Kalifornijo skupaj, ker nekako omrtviči določen del Twitter dialoga, rečemo temu, v narekovajih velikih, ne. Ker je previdno postavil te šahovske figure, zato da se v bistvu res bolj koncentriraš na dehumanizacijo. Zdaj pa moje vprašanje pa je, kaj je tvoj predpogoj, da zaznaš dehumanizacijo? Moraš ful novinarjev poznati, tako si ti rekel, da jih poznaš. A veš, da rečeš, kao, poznam takšne novinare, bla, bla, da potem lahko objektivno to gleda, a moram videti orang grozodejstva, res over the top grozodejstva, tako kot pač ta scena vinjeta z Jesse Plemmonsom, kjer z apnom masovno grobišče v bistvu posipuje, ne? Ali so tiste majhne vinjete ali pa majhni drobci lepote, ki ga zaznamo z onimi iskrcami požganega gozda ali pa naprimer z štadionom, ne? A je to dovolj humanosti noter, da dobiš tak kontrast? Veš, take stvari se jaz sprašujem. Pa zdaj ne vem, a je to na mesto ali ni. Ja, predvsem je vprašanje tukaj, kaj točno so ti kontrasti. Mene mogoče se mi zdi, da mi je nenavadno. Zdi se mi zanimiva ta ideja, ne? Če se že pogovarjamo o dehumanizaciji, pa o tem, da nekdo zgubi človeške lastnosti, recimo temu, ne? Razen tega starega mentorja, novinarja, tudi novinarji so absolutno zgubili to, kar si ti Igor rekel, to ni objektivnost, kar oni počnejo. Ne? Oni se vozijo tle skozi in ta mala še nekaj čuti na začetku in je pač prestrašena, gnusi se ji, grozljivo je, ampak to, kar si tudi ti mi to omenil, ne, še leko njih zadane resnično, ko jih ubijajo pred njimi, se oni zavejo, tukaj pa lahko jaz nastradam in tudi adrenalin junkie nenadoma ugotovi, ok, to pa mogoče ni. Nehamo biti zabavno, ne? Nehamo biti to. Potem recimo, tale se pravi Kirsten Dunst, Lee Smith, tik pred koncem Washingtona pa zapade v neko krizo in se prebije, seveda na koncu sicer prebije ven iz nje, ampak niso to liki, za katere bi jaz rekel, tako kot mi to pravi, pač, da so to predstavniki zdaj človeštva, ne? Ja. Ampak je nek drug način dehumanizacije. V bistvu so oni preko vsega tega, kar so videli v svojem lifeu, pač katatonični. Ne? To, kar jaz berem z obraza Kirsten Dunst in ki je ona meni najbolj prepričljiv lik, ravno zaradi tega, ker nisem njena štorija, čeprav je ne zvemo veliko. Zvemo samo, da je bila ne vem, kje vse že posnela in ne vem, kakšne fotke že vse vmes. Ampak predvsem to neko njeno deziluzijo nad človeštvom, zgroženo, pač kaj se vse lahko zgodi, zato ker je toliko že stvari grozljivih fotkala. In ne vem, ne vem, kaj je njihova vloga pri tem pravzaprav, ker jaz nimam nekega dobrega feelinga na koncu. Tudi, ker oni vdrejo noter, ubijajo tega predsednika, ne, na koncu. Se to ne reši ničesar, to samo zaključi prvo stopnjo konflikta. Se reče, da bo Florida štalo delala potem še naprej in ne glede na to, kdo dobi Washington. In to je pač točka, kjer se zgodba konča in ki pokaže, da pač ameriški imperij pade.
ampak to ni rešitev, vse ni happy end. Ne, se noben ne reče, da je. Mislim samo tako, da če se pogovarjamo zopet, da je to opozorilo, opozorilo kaj, da ne bodi človek. Ja, da bodi človek, da ne pustiti stvari tako daleč, ne misliti, da vojna dejansko lahko karkoli reši. Ja, samo ne. Mislim, zdaj bom nesramen, pa bom rekel, če je vojna bad message, pol je to najbolj bad message ever. Zato, kar res, ne, jaz mislim, da on ima nekaj originalnega tle v tem smislu, da se trudi abstrahirati do same dehumanizacije. Jaz mislim, da v Jesse Plemons vinjeti, da v tem njegovem stavku, kakšen Američan pa si ti, da to je message filma, se meni zdi. Yeah. Mislim, zato se ga tudi po moje tako promovira, izpostavlja in tako naprej. Drug message je tale, ko Kirsten Dunst oziroma Lijeva reče, ko sem pošiljala fotografije nazaj iz bojišča, sem razumela, da pošiljam nazaj opozorilo, kao, prosim, ne ponavlja tega sranja. Tako. To sta ta dva messagea, se meni zdi. In nekako ali grem v to, da pač ni, da je bad, mislim, da ni happy end, seveda ni happy end, ampak on ne da nobenih nekih istočnosti, ne to drugače rečem, pardon. Pikar. Kakorkoli se politično to zaplete, zaključi, mi je čist vseeno. Zato, ker mi je tudi čist vseeno, kako Teksas, Kalifornija, Florida, Filadelfija, Antifa, masaker, v bistvu kao funkcionira. Ker konec koncev me zanimajo, v bistvu, zakaj so eni liki tle skušajo biti objektivni, zakaj ene Lijeva, naprimer, zapopade potem v posttraumatski sindrom, noter, poststresni, blablabla, PTSD. Zakaj se tem likom zdi to normalno početje, naprimer? To mi je bolj. A veš, zanimivo. Naprimer, ja, mislim, da sem zapravo izrazil. In sprašujem se, ali so te vinjete dovolj ali niso dovolj, da v teh uri 45 minut dobimo dovoljšen prikaz tega razpada, a veš, kaj mislim, ali pa človečnosti napram dehumanizacije, ki se prikaže. Ja, ker hkrati ne pozabi tudi to, da ti prizori lepega, ki si jih omenil, recimo, ali pa ti vizualne lepote, mogo bi film še enkrat pogledati, ampak dostkrat so povezani z vojno, tist goreče drevesa, kar leta po zraku, to ni nenasilen prizor, to je prizor nasilja, ampak je estetiziran. In oni v tistem vidijo neko, lepoto sveta, minljivost. Ja, ampak tisto je scena, ki se odvija medtem, ko oni umira in ti vidiš njegovo perspektivo tukaj. To, da on umira in vse tisto ogenj, ki gori in iskrce, ki grejo, je pač on. Ja, ampak pade tudi v, mislim, da vem, kaj je Oljoša, če smem, ker v bistvu imaš malo morja, ena par teh slow motion prizorov imaš, kjer se ali fokusira z zvokom in sliko slow motionom na perspektivo mlade ali pa fotoreporterja, kjer se naredi nek snapshot noter. Tudi na koncu smrt Lijeve je v bistvu ilustriran, ker ni realen, ne more biti dokumentarističen. In tu vidim nek kontrast med temi počasnimi, dolgimi posnetki. To ima tudi v bistvu dosti je ta apokalipsa zdaj moment. Napram te surovosti pa bombastičnih, groznih zadev. To se mi zdi, to je kontrast, čisto na obrtni slikovni ravni. Ampak da se vrnem zopet malo nazaj, ne vem, če ta kontrast dobro uspe na sami narativni, likovni, konceptualni ravni. Rad bi se vrnil na to nazaj, ker tehnično, se pravim, mi je film the best, res nimam problema na nobeni točki s tem. Samo zgolj kao, ajde, če je opozorilo, če to opozorilo, da ne zapazd v popoln ponor dehumanizacije. Jesse Plemons je tukaj v bistvu najbolj, tam je ponor, to je čisto brezno, ničejansko brezno, kjer nič ni za tistima. On se samo še sprašuje, a si ti iz Floride, Hong Konga, levo, desno, nima veze. On bo samo še pospravljal folk. Ali pa tisti nek snajperist, za katerega na koncu niti ni pomembno, a je preživel ali ni, ko je tam le čakal na obcestišču z tistimi božičnimi okraski pač na folk in prežal na ne. Vidimo pač kao čist ponor, ampak a je ta folk, ki nastopa proti temu, dovolj plastičen, da mu daje dober kontrast? Samo tako to se sprašujem, veš, zdaj, na tem konceptualni ravni. A me razumeš? Ja. Pa ne vem, mene ne kupi, vse ne. Pa priznam, še enkrat priznam, mogo ga bom še enkrat pogledati. Jaz imam obarvano branje, tako da me res zanima, kaj si vidiva, še to mislite, ne? Ali če pa nimamo kaj, pa lahko komod gremo naprej, mislim, še imamo kaj drugega. Lahko se je ob marsičem tle pogovoriti. Pač meni liki niso bili dovolj dobro narejeni. Razen Kirsten Dunst, ki pa je pač izjemna igralka, jaz mislim, da je tukaj.
in je bolj z njeno prezenco, z njenim obrazom, ker res gleda naveličan, izkušen, utrujen, vse to naenkrat ti pač bereš, tako kot bi rekel Indiana Jones, pač mileage z njenega obraza. Se mi zdi, da ostali niso bili tako uspešni, recimo tega Wagner more, razen tega, da je pač adrenalin junkie, pa da skuša malo tam mlado zapecati, da je ta da je v resnici sabo vzel na začetku bolj tako, pa pol vidi, da itak ni nič, ampak ni zdaj nek alfa moški, da bi jo napadel. No, viš, to jaz nisem tako bral, ampak ja. Ne, v bistvu on reče, da je vse povedal zato, ker jo je probal zapecati, ampak tista prva scena, kjer ga vidiš, je on nažgan, pa je tak bolj, ne? Sej. In zjutraj, ko se strezni, tako ugotovi, da lahko bi bila njegova hčerka. Mislim, zraven tega, da adrenalin junkie je zelo tako flegmatično odtujen, v bistvu, ne? Pač njemu je, dokler ona dva kolega ne padeta pod streli, se njega nič ne dotakne. Pol pa, naprimer, kar je zame napaka, kaj je naredil Garland, ne? Postavi to na pol-vietnamski soundtrack posodobljen, seveda, v slow motionu, kjer se helikopteri dvigajo, zvok se umakne, soundtrack je v ospredju, pa vidiš njega, tale lik tega Reutersovega novinarja, kako kriči od bolečine, ki jo je začutil, ko so njegovi kolegi padli. Se mi zdi, tu si me v ropu malo. Ne, to je tu zato, ker je, ona dva je prebolel. Tule kriči zato, ker je umrl tale... Ja, mentor, ta starejši. Jaz sem to razumel v paketu. Ne, on je do te točke mislil še po mojem, jaz sem tak videl, da ga bojo uspeli rešiti, če le pridejo dovolj hitro tja. In je ugotovil, da ne. Za ona dva ga je malo bolj kurec. Ne, jaz imam pa takšen... Oni so malo neumni v tisti sceni. Oni se v bistvu afnajo na cesti, pa v bistvu zapadajo po čisti neumnosti noter. Ne? In v bistvu, kaj se zgodi po tisti sceni, ko jih reši ta starejši mentor, ko zapelje z avtom med te genocidne budale noter, se peljejo, vidiš strel, umiranje, kresničke in potem tamle, ko ga ven v avto spravijo. Ampak vmes njegovega lika niti ne vidimo toliko, da bi razumel, kaj se njemu dogaja. Zato razumem v paketu tale kričanje. Mislim, da v avtu vse kaže njihove odzive. Ne spomnim, se pravim, ampak ja. No. Ne, kaže definitivno vse, ker se še zamenjata vožnji. Ja, vožnji. Ampak ne, jaz se strinjam, sem do konca, jaz mislim, da ni važno. Pač, jaz mislim, da se tam šele na varnem in vsi šele lahko doživijo, kaj se mi je v resnici zgodilo, ker do takrat je mogel im adrenalin nabijati, vozili so se v avtu. Mislim, tisti je res absolutno zame tudi najbolj zapomnljiva scena tega filma s Plemonsom in tudi ena najbolj grozljivih, posebej, ker Garland do takrat, kakorkoli, zdaj govorimo o tem filmu, pa mogoče, ker ga kdo ni gledal, mislim, je nasilje v tem filmu, ampak je nasilje nekako med vojaki in tako, tle pa prvič vidimo, mislim, da pobite civiliste. Vidimo že tam, takoj, ko benzin kupijo. Na bencinski, ok. Tam sta še živa. Ja, to je res. Sorry, ker sem drobnjakarski, ampak ja, pa tle tudi, najprej sam z apnosi pa ne vidimo točno, oziroma vidimo prikolca s 3-4 trupli, nekaj takega, potem pa tako zelo zvito in absolutno udarno, enkrat dvigne kamero in vidiš celo jamo in je sem tako jebem ti manj. Ja, meni pa je eden šot bil tak, zdaj prvi Garlandov tak film je bil 28 Days Later, ne? Zombi film. In scena, kjer se oni vozijo po avtocesti in potem so avti zabasani in morajo iti prek, to je scena, ki jo vidimo samo v zombi filmih ali pandemičnih. Zelo ponovati, ja. Ja, ni drugje tega, ne? In je prav tak, ok, tu smo. Ne? In se mi zdi, da samo vključitev te scene s to zabasano avtocesto, da je kar močna. Ne vem, sta vidva tudi to sceno prepoznala kot tako? Ker bi zelo mimo grede. Jaz njo iz The Walking Dead, ja. Ja, sej. Mislim, meni je zelo znana scena, ta avtocesta z avtomobili, tako imamo kliše že, no, če smem. Ja, vem, ampak kliše je iz filmov, kjer je pandemija ali pa zombiji. Ja. Ni je v drugih filmih. Mislim, predvsem je v takih apokaliptičnih bolj. Ja. Naprimer 2012 ali pa Day After, Tomorrow, naprimer, imam tudi eno tako sceno v glavi. Mogoče se motim, ampak jaz jih povezujem takšne scene s takšnimi filmi. No. Aha. Ja, no, sej. Ja,
Sej, zombi apokalipse. Je pač apokalipsa, ja. Zdaj mi smo nameravali imeti gosta, Igor, ja. torej nekdanjega vojnega fotoreporterja in filmskega režiserja Boštjana Slatenška. In žal se nismo uspeli uskladiti terminsko, zato je poslal par citatov o tem, kako je on doživel ta film, tako da bom jaz zdaj to prebral. No, dej. Torej, citiram Boštjana Slatenška. Film se me je dotaknil, ker sem velik del življenja tako živel in takrat je to potekalo na zelo podoben način. To je bilo konec 90-ih in začetek tega tisočletja, torej v Kosovu, Afganistanu in Iraku. Film je refleksija drugega časa, ki ga zdaj ni več. Takrat je bila nevarnost tam vedno prisotna in velik del tega dela je bilo čakanje, da se nekaj zgodi, in ko se je to zgodilo, je pa bila panika. To, da bi se zdaj nekdo, zdaj pa še razložil, kako je gledal to, torej tiste zadnje scene, da bi se nekdo sprehajal med bitko in ubijanjem, je tisto, kar si kot fotoreporter vojni želiš, ampak hkrati si ne želiš, ker je to zares grozljivo. In meni so se te minute in ure zgodile večkrat, ampak bolj redko, kot je to videti v tem filmu. Večinoma je pa tudi to, da si ljudje, ki ubijajo nekoga, ne želijo, da si med njimi. Zelo težko se dejansko premikaš z neko enoto, tako kot je v filmu, ampak je rekel, da ve za primere, da se je to zgodilo že večkrat. In pravi, tudi jaz sem bil nekajkrat v taki situaciji, še bolj pa moj kolega Tomaš Dvoržak, ki je leta 2001 bežal s Čečeni, ko so se umikali iz Groznega in je za svoje fotografije tudi prejel World Press Photo Award. Zdaj pa, kar ga njega motilo v filmu, pa je, da pravi, želel sem si, da bi bilo bolj ambiciozno definirali sprte strani, kar on načeloma osebno si želi v takih filmih tudi kot filmar. Ampak pravi pa, da tak scenarij je zelo možen v ZDA in kjerkoli drugje tudi pri nas, torej da se skupaj v državljansko vojno razpade. In da je to zelo povezano z dogajanjem v Ukrajini in kjer se letos razvijajo stvari in bodo prešle v novo fazo, na kar bodo pa vsekakor vplivali volitve v ZDA. In potem je še dodal, da kot režiserju se mu je zdela zgodba premalo prijemljiva, bi mu bilo všeč malo manj akcije, pa več tega, da razumeš, kaj povede dogajanje, da je pa akcija odlično posneta in da ko si sam v situaciji, kjer se okrog tebe strelja, je tudi on percipiral svet na zelo podoben način. Zato se ga je film tudi dotaknil. Zdaj Boštjan ima trenutno v kinu, na Art Kino mrežo pride v drugi polovici maja film Bitka pri Holmecu, ki to bitko oziroma domnevni vojni zločin, ki naj bi se tam zgodil, analizira in pač razišče to zadevo in pač basically ni ga bilo. V končni fazi tam je zadeva... zadeva je to, da RF so snemali dogajanje in tam so bili vojaki v Karavli, ki so jih teritorijalci začeli obstreljevati in oni so prišli ven predat in potem ti slišiš streljanje in oni se vržejo na tla. In kot so potem kasneje dognali, zato ker pač oni so se samo vrgli na tla, ni na njih streljal nihče, nekje drugje je bilo streljanje, ker to ni bila edina prizorišče bitke. Ampak ta posnetek, kjer se nikoli takrat ni to razjasnilo, je kasneje Slobodan Milošević uporabljal v sojenju, med sojenjem v Hagu, kot so vsi delali vojne zločine, ne samo mi. Kot opravičilo za Srebrenico in Kosovo in tako dalje. Kar je pa bolj, mislim, malo, zdaj bom vseeno spoilal ta film, ker je med čistce delo na koncu pride človek, ki razjasni, ki je bil eden od teh zraven, in je bil kuhar in se piše Goljuf. In potem tako pride in vsi tako, Goljuf, in tako, ne piše od spodaj, ne vem, Bojan Goljuf. Wow. Ja, le, glavno, da je vse razjasno. Hvala Igor, hvala tudi seveda Boštjanu za to izjavo.
Ja, meni je tudi tukaj tudi bilo zanimivo in spet pač v tem, sicer v filmu samem nimamo nič, zelo je bilo to novinarstvo zelo na nek način embedded, ne, kot smo tega vajeni iz te ameriške terminologije. Skratka, oni se res potikajo vse čas z tem vojsko, s tem, da jaz od začetka tudi nisem razumel, s katerimi, ker nič dobro ne povejo, s katerimi prav grejo. In... Se očitno je bilo vseeno, Ja, jaz mislim, da je bilo vseeno. Pač, to v bistvu samo povejo, da zvezdna vojska ubija novinarje. Tako da oni so vedno zraven s tistimi, ki niso zvezdna vojska. Ja. Torej, je pa, koliko sem bral potem še o tem, ne, tisti ljudje v havajskih srajcah, glede na lokacijo, ne morajo biti western pač territories, ne? Torej, ker so z napačne strani, lahko bi bili oni Florida Alliance, lahko pa tudi, da so lokalni policaji, zato ker v bistvu policaji v civilu zelo dostkrat uporabljajo havajske srajce, zato ker tale potisk šareni skrije, da imaš ti skrito orožje od spodaj, dosti boljš kot neke ravne črte ali pa če ni vzorca, ne? Se prej opazi. In zato havajske srajce. Sure. Zelo prepričljiva teorija, ti bova kar verjela. Okay. Ja, skratka, in oni res sledijo in tam v Washingtonu to res postane zelo očitno, ne, ker vojaki dobesedno polčasih odrivajo z poti, pravzaprav, ker se jim na poti. Nekaj časih pa tudi seveda potiskajo za sabo in jim tudi pomagajo, potiskajo jim naprej, povejo jim, kdaj morajo iti naprej in tako. Tako da spet z tega vidika pač meni nič o tej poziciji ne zvemo, niti se noben ne vpraša, je to ok ali ni, a je ta pozicija smiselna za novinarja, a je to v redu. Tudi, a veš, za fotografa jaz razumem, da pač fotkata objektivno, ne? Ampak ta tretji novinar, kaj pa on počne? Nikogar ne intervjuva, nič ne pobira, nobenih izjav. Ja, priča je, ne? Ja. On je pač zraven, on bo pač napisal to, kar je on videl. Ja. To je zelo objektivno. Pošljite še več takih tele po svetu. Jaz mislim, da na koncu sicer v bistvu ta objektivnost njegova leti skozi vrata. Ja, valjda, ne? S tisto izjavo. Jaz drugače ne vem, kako bi to interpretiral, ne? Ja, mislim, mene je čudno, da on vsaj posname te izjave, ne? Mislim, dobo je fotko, ne? Ja. V bistvu ona je na koncu ta mala, ne, Jessie postane polnokrvna, torej fotoreporterka. Zdaj ne vem, če grem zdolž tega mojega branja, da je pač to abstrakcija in visoki koncept nekega objektivnega novinarstva na polmodernistični konstrukt, ki mislim, da se poklanja kao velikanom fotografije, recimo Roberto Capi, ne, ki je se z zavezniki izkrcal na Normandiji, ne. Ena taka fora, ali pa ki se je boril tudi v španski državljanski vojni, ne? Kjer so res bili potem na fronti, ne? Čist v ospredju. Tudi to, da ona, ta mlada, ne zaradi tega, ker je hipsterka, ampak uporablja kao film z nekega razloga, ker je še bolj objektiven, manj podvržen manipulacijam. Mislim, da je tu neki komentar posredi, ne? To je vseeno počasen medij, ona ga mora razviti vse kasneje, šele kasneje vidi, kaj se je zgodilo, ne? Oziroma nam ga pokaže na ta način. Tako da mislim, da to pač ta level se mi zdi, da operira res za nekimi čist jasnimi abstrakcijami. Ja, se tu jaz mislim, da je to itak malo anahrono, ne, nazadnje je treba vedeti, da kateregakoli slovenskega fotografa boste vprašali, je ne fotografija za časopise, malo umira, ne, video izpodriva, to ni več medij, glavni medij, ne, dobro za vojno, za reportaže, za to vrstno novinarstvo, fotografija definitivno še je tisto, ne, ampak ni pa to več, ni pa to sodobno novinarstvo do te mere. Sodobno novinarstvo je točno to, kar Wagner mora na koncu naredi, ne, izjavo in on reče, kaj že, prosim, naj me ne ustrelijo. Ja, ne dovolj, da me odbijajo. Ja, to je dovolj. Ja, ker to je za tweet. To je absolutno nekaj, kar lahko tweetneš, ne. Ampak ja, mislim, da tukaj, mogoče mi je žal, no, da pač ni nobenega tega konteksta, pač sodobnega novinarstva, težav novinarskega poklica, tudi če ni novinarska objektivnost recimo preprašana, ampak vsaj to, da bi nekako bilo umeščeno še v to, ne. Se pravi, oni v New Yorku pač New York Times ali za koga že delajo, oni pač čakajo, da bo oni pač prišli nazaj s poročilom in
fotkami in jih razvili in to čez 4 tedne objavili v prilogi. Saj je kratek komentar, se mi zdi, da v bistvu ona jamra tam nad počasnim Wi-Fi-om v ozadju, je v bistvu cela žurka, ki je folk čisto odtujen od vsega, ali pa pijejo, kot da je zadnji dan na zemlji. To je bilo v Šanghaju, v Saigonu, ne? Ja, naprimer, taka fora. Tako da mislim, da tu sem razumel ta komentar, tale novinarstvo, ki je pa čisto odlepljeno od vsega, to je ta kontrast. Mislim, vedno imaš te pa ne vem, Bagdadu je tudi bilo ful tega, vem, da sem bral reportaže od Naomi Klein, ki je bila tam, ampak tukaj je to postavljeno v New York in že samo to je tak komentar, ne? Tako da smo zdaj v third world country, basically, ki jo bombardiramo. I guess, Mislim, se enako obnašamo. Ne vem, meni so te stvari ful bolj delovale, ampak mislim, da pač jaz sem del kariere, bil novinar, delal sem črno kroniko, tako da vem, koliko otopiš, ko si že na ne vem koliki prometni nesreči in požaru in ljudje jokajo okrog tebe. In to vojno je bistveno hujš, ne? Nikoli nisem poročal iz vojn, sem enkrat razmišljal o tem, skoraj se odločil za to, ampak bolj pač nisem. In mislim, je prepričljivo. Meni je prepričljivo, koliko pač imam insighta v to. Torej, pač ta dokumentarizem je prepričljiv. Ja, mislim, za razliko od, ne vem, čist off zadeva Whiplash, film Bobnarjem. Vsemi Bobnarji, ki se pogovarjaš, jim je to hilarious, kak je to nerealističen prikaz bobnanja. Ker ti, ko krvaviš, pa imaš žulje, boš nehal in vse te fore, ki so pač tam notdane, ne? Ampak naprav tega še School Rock bolj realističen. Ampak tukaj pa mislim, da je en bolj takih prikazov novinarstva. Kaj pa Salvador, naprimer, ali pa Killing Fields? Killing Fields se ne spomnim, Salvador pa... Oliver Stone. Ja, vem, Salvador pa si mi vedno zdelo problem, da je on pa tak fucking naivn, James Woods. Ker pa... Še zdaj. Se ga moram še enkrat pogledati. Lik se mi je zdel tak, to se dogaja, ampak zdaj pa spet mi gledamo to iz ene perspektive, ko vemo, kaj se je zgodilo v Salvadorju in on pa iz ene druge, ki je mogoče bolj nedolžen glede tega, kaj se bo. Zdaj, tu pač je zdaj malo težko rečem. Jaz, ko sem gledal ta film, sem poznal politično situacijo tam, in se mi je zdel lik pač... Ja, pa vseeno so to vojni filmi, ki govorijo o konkretnih resničnih vojnah. Tukaj pa imamo vojno, ki je do neke mere abstrakcija tudi sama. Resnici, zakaj se zgodi ta vojna? Tukaj potem pridemo na ta problem. Veš, si ti dovolj, oziroma enako učinkovit kot vsi ti klasiki, ki ali podelijo probleme ali pa humanizem novinarstva, civilov, magari vojakov, kot v Ryanu, naprimer, ali pa kakorkoli, ki so osnovani na resničnih dogodkih, če operiraš zgolj z abstrakcijo pa koncepti. A veš, na neki meri potem zapadamo v art film, ki se pogovarja na način forme, oblike, konceptov in tako naprej. In potem se moraš vprašati, a je učinkovit ali ni. Mene samo to zanima. Najbolj me to zanima pri tem filmu. Veš. Razumem, kaj hočeš reči. Sej to je tisto, kar mene... Po eni strani se pravim, tako kot si rekel, pač meni ne manjka ta politični kontekst, po drugi strani pa malo mi je pa tudi ta easy way out, da si reči, ne bom, skušam biti apolitičen, to bi se lahko se zgodi, Kalifornija pa Teksas, vsi vemo, kjer so tiste države, ki bojo prve šle stran, nekajmo se pretvarjati. Nekaj sem bral okrog tega, da v bistvu niti ni tako stupid, v bistvu, da Teksas pa Kalifornija so ogromne države, kjer so v bistvu največji razkoli med urbanim pa podeželskim prebivalstvom, kot pa kao med samimi državami. Austin je totalno liberalen, če se gremo na tele Twitter fore. Izven Austina mu pravijo People's Republic of Austin. Tudi to. Ampak veš, meni se mogoče zdi celo nekako zelo plausible, da pač tiran, tronožec se povzpne v tretji mandat, pa si in Texas, ki kao ima celo v state line, je kao Don't Thread on Me ali nekaj tega, Loner State, ne vem, Lone Star State, da se ti dve državi lahko gresta preko teh dnevnih političnih razprtij na ta glavno politično vprašanje, a bomo dovolili tiranu, da nam vlada. To mi je čisto okej. In sem tako, pač so skup. Baš me boli, razumeš? Pač neka fronta je, vojaki so tam, koljajo vse, civili grejo v kurac. Ampak
to je to film. Jaz večino filma res tako vidim. Dogaja se, vinjete so, civili nafukajo, dehumanizirani so in vojaki, in žrtve, in vsi skupaj. Na koncu pa še pač novinari nesejo to neko človeško zgodbo, ampak nesejo jo za neko fake, rečemo temu za neko patino objektivnosti, kao, ne, za tem nekim, še vedno ponavljam, modernističnim idealom novinarstva. Ne. In pač, a je, še vedno ne, vprašanje, a je to dovolj, a ni? Ne vem. Ker debato, ki jo pa spremljam, ne, ki jo pa moč spremljati okrog tega filma, se pa ne vem, a je nekaj zaželjenega, kar je Garland želel spodbuditi, ali ne. Ker on je v intervjujih rekel, da on želi debato spodbuditi, pa to, ampak a želiš imeti takšno debato? Ker tudi pod Jurčevju, odane Jurc prispevkom na MMC, ki je zelo prepričljiv, pa super napisan. To pa nisem videl, kaj pa je debata. Komentarji so samo o tem, kako se bojo Američani razfukali, oziroma kako bi se oni razfukali. Niti ne o filmu, ampak o politiki. In je v bistvu tako, to je MMC pač. Sure, ampak to je lahko Twitter, to je lahko splošna javna platforma. Ne? In to me zdaj zanima. Ok, Garland, želel si imeti debato. A je to ta debata, ali ni to ta debata? In v temu je najbolj političen, pa hkrati nesramen. Ne? Ampak zdaj me pa zanima, meniš, da je podobno recimo debato on želel sprožiti z Ex Machino glede umetne inteligence in še en kup drugih stvari, tega, kaj pač dela človeka in kaj naredi človeka oziroma direktorja startupa nečloveškega. A se ti zdi, da je tam sprožil debato uspešno ali kakorkoli? Ne vem. Meni se zdi v bistvu, da tam le manjši ansambl, pa bolj zaklenen kontekst, pa bolj jasni koncepti so dosti bolj učinkoviti, se meni zdi. Je pa res, da Ex Machina nisem gledal že lepca, Tale mi je za bolj svež, pa mogoče je tu še en izziv za Garlanda, ne, ki se postavlja v linijo zelo uspešnih pa klasičnih kultnih filmov. Ne. V bistvu neho te primerjam z njimi. Ne. Mislim, da v Ex Machini, ki se meni zdi osebno zraven Annihilation najboljši njegov film, ne, je zelo sveže področje, tudi sveže za razmišljati, sveže za debato, nimaš nekih jasnih ločnic, ni teh politika, ne, ki jih imaš, v katero tu nehote ali pa hote on vstopa noter. Ne. Tako da ja, lej, jaz mu ne zamerim, da je na ta način film naredil, kot ga je. Sploh ne. Veš, nočem pa moralizirati na ta način, kao, ja, veš, namen umetnika in umetnosti je, da bla, bla, tako naprej. Kao, lej, če je že zgolj postavljanje vprašanj ali pa odpira debata, je meni to dovolj. Ampak na nek način imaš tudi odgovornost. Ker brez odgovornosti nisi ali umetnik, ali pa avtor, ali pa sploh ne počet. A veš, mislim, ne vem, to je moj mogoče edini moralizirajoč komentar. Ne, ampak se ti zdi nujno, ker gledaj, recimo to podobno debato smo imeli pri Northmanu, ne? Ja. Kjer pač imaš ti, narediš film, ki je čist super, pa vse, ampak boš imel en kup nacijo, ki bojo rekli to. To ne moreš predvideti, jaz razumem. Ampak isto je pri temu. Saj. Mislim, ono lahko predvideš, ne moreš ne predvideti, da če boš ti naredil Veš kaj desni komentatorji kako hvalijo v bistvu tudi ta film, ali pa kritizirajo. Imaš dva pola. Jaz sem se pa spustil v to gnojšnico brezvezno in ne bom niti enega omenil za besedam. Ampak pač kao, enim je super, ker je tehnično dovršen, bla, bla, tako je tudi nam. Po drugi strani se jim pa zdi, kao, da je film totalno woke, ker so vsi bad guyi so moški, belopolti moški, medtem ko kao male temnopolte skupnosti držijo skupaj in to je liberalna Amerika. Kao. Potem po vrhu tle želijo predstaviti kao novinarstvo, kot veliki paragon demokracije, medtem ko novinarstvo za njih, to vse citiram, ne prosim, nema izrezati iz konteksta. Novinarstvo je vedno propagandno orodje za določene politike ali pa ideologije. Ne? In da pač tle, da se predstavlja tale fake, je woke še enkrat. To so njihovi komentarji. A veš, zdaj pa ne vem, a Garland to želel? Se ne rečem, da moraš to predvideti. Mislim, da se ne moreš izogniti temu nič bolj, kot se ne moreš pri Severnjaku izogniti temu, da bojo naciji častili tvoj film. Ja ne, ti se v bistvu pri Severnjaku lahko zavedaš, kao, ok, ker se greš nord vikinško ideologijo, bojo itak o tem debatirali na ta način, tako kot boš tle, ker direktno Britanc poseže v ameriški notranji razkol, da boš imel dva pola. Vse to je v bistvu po moje sam želel tudi malo prcniti. Zdaj pa, je želel imeti takšno debato, kot se pač odvija, kot se je odvijala tudi pred filmom, ali pa ne, se nikoli ne bomo vedeli, pa tudi, da sem čisto odkrit,
Sem je vse eno, ker na koncu me zanima moje pa vajno mnenje. Ne? Je pa tako naloga, recimo neka minorna naloga od umetnika, ali pa vsaj izjava od umetnika, ki bi jo rad slišal, je kao, da sem želel nekaj povedati. Tle pa imam probleme razbiranja, ne? Torej branja in pač mogo bom ga še enkrat, mogoče dvakrat pogledati, da se približam temu, mogoče malo bolj neobremenjen, pa lahko ponovimo kdaj debato okrog tega, ampak trenutno imam izziv, priznam. Imam zmeden izziv. No. Ja. Zmeden izziv, evo, ta citat izmede. Ja, no sej, ne vem, Igor, si ti še hotel kaj tukaj dodati, da te ne prekinem? No? Ne. Mislim, da se smo dosti povedali o tem filmu. Meni je všeč, mi to je zmedeno izvan. Ali jo še pa bi si želel, da je bolj štek. Ja, okay. Ja, ne vem, pa si jaz vaj oba nekako štekam, ne vem, sem jaz pač, ne vem, jaz mogoče pa nisem tok. Se mi zdi, da mene tudi pri filmu tudi moti, po eni strani tudi ta tehnična odvrženost. No? Se mi zdi, da film, jaz imam rad filme, da so tudi malo bolj umazani, tudi bolj nepredvidljivi. Tukaj pa se mi zdi, da vse štima, hkrati pa zaradi tega, ker mi vse štima, mi noter te stvari, ki jih mi to recimo menja, toliko bolj ne štimajo. To me malo moti. Tehnično dovršeni so vsi Garlandovi filmi. Mislim, ja, itak ne. On ima zelo clean estetiko, nekaj, kar mu gre zelo uprit. Mislim, da svakamo čas. Ja, in tukaj je pač treba ponoviti, da ti akcijski prizori so pa pač nori. Jaz mislim, da tale napad na Washington je nekaj najboljšega, kar je od vojnega filma, kar si lahko želiš. Ja, mislim, meni je to bilo prav Black Hawk Down tem levelu. Tako. Čist, se strinjam, popolnoma. Tako da ja, super, meni se zdela zelo fina debata. Kaj si vi mislite o filmu? Ste ga šli gledati? Pri nas ni to gledan, Igor. Kar me je ful presenetilo, je, da je pač najbolj gledan film je še vedno Kung Fu Panda, to ne preseneča. Ampak na drugem mestu je Miyazaki. Zakon. Ja, potem je še ena risanka Dune, potem pa to. Ali pa to celo pred... Ne. Sorry. Tako da to je gledano, ni pa zdaj spektakularno. Evo, ravno kar dobil za ta teden. In ja, Kung Fu Panda, Miyazaki, Ghostbusters, potem pa Civil War. Okay. Kar pomeni, da ja, pa ni slabo naredilo za prvi teden. Ni glih Kung Fu Panda manj, ampak ja. No, ampak super tudi za Miyazaki, jaz še ga vedno nisem videl, tako da upam, da mi to zdaj rata, ker sem zdrav spet. Drugač, distributerji naslednjič pa nas poslušate, ne? Koliko smo vam govorili, koliko smo vam težili za Miyazakija? Simon, pač dajte nas poslušati, bi imeli ta cashlog že prej, no. Ampak drug teden so itak počitnice, tako da bo Nuna zaslužila največ. Ja, super. Mito, imaš ti kaj za Star Trek kotiček? V TNG-ju imaš v bistvu two-parter epizodo finale 4. sezone z Redemption 1 in 2. To je Klingon Civil War, Bratomorska vojna v Klingonskem cesarstvu, kjer se nehote Picardova ekipa zaplete zaradi tega, ker Worf prestopi na stran povspetnika. Poglejte si. Mini-movie, no? Discovery ima državljansko vojno? Ja, mislim, upor znotraj Klingoncev, ki hočejo vojno. To je cel plot prve sezone. Kinda, ja, čeprav se mi zdi bolj tam kot nek manžurski kandidat. Ja, zelo hitro. Bolj mi je tako, no? Ja. Tle v TNG-u je res bolj ta logika, da se v bistvu dve frakciji, politični, pa en povspetnik, en pa ki se samodržec, da se želijo zjebati do amena, ene podpirajo Romulanci, medtem kot oziroma Picardova ekipa skuša biti tale Prime Directive, mi se ne vmešujemo, ampak hkrati bomo zjebali Romulance, pa nekaj te fore. Ampak ja, Prime Directive, it's optional. To so bolj usmeritve. Ja, tako da v bistvu, to je prva stvar, ki mislim najbolj takšna, ki me spomni na državljansko vojno znotraj Star Trek vesolja. Medtem ko v DS9 imaš v bistvu neke take upornike ali pa takšne zgodbice. Imaš, kaj pa Makiji v... Ja, to sem te omeniti. Da v bistvu Makiji so bolj...
kot neki teroristi, oni so proper teroristi, ne bolj kot neka ločena zvezna država ali pa planet, federacija, kakorkoli, ki bi želela prevzeti vse skupaj, ampak da imajo samo svoje ozemlje, torej kot odcepniki, nekako tako, ne. Tako da ne, kinda ja, ampak bolj ne, no. Okay. In smo pri rubriki, kaj gledamo, beremo, špilamo in poslušamo in Igor, kot zmeraj, ti si prvi na vrsti, povej. Torej, gledal sem ravno včeraj The Fall Guy oziroma Kaskader po naše, pa je ok. Tak akcijska komična zadeva, Ryan Gosling je zelo smešen človek. Pa mislim, da bo marsikomu všeč tudi, ker je ful bolj nabilden. Tako prav res v Barbie, ki je pač nekak Ken sized, zdaj pa zgleda, da bi lahko bil v Marvel filmu sized. Tako da ampak, mogoče pa trenira, zakaj, kaj pa vemo. Zato, da je Kaskader tukaj. Mislim, čakaj malo, torej, v Kenu je dobil Rocky Balboa plašč, oziroma Sylvester Stallone plašč, zdaj se že bilda, a bo ga mogoče... Rocky 6. Rocky. Ali 12. 12 nekaj od tega. Ja. Rocky, but now he's blonde. No, potem sem pogledal 2 filma z Nunami in Antikristi. Ja, prvi je boljši kot drugi, torej The First Omen je kar ok, Immaculate pa kljub temu, da ima Sydney Sweeney tudi med producenti, ne samo v glavni vlogi, je film toliko mnogih napak, da je res zmotlo pa dolgočasnje, kljub temu, da je samo niti uro pa polni. Jaz grem gledati, tako da ne boš me pripričal nasprotno. Gledal sem Fantin Čaplja, ki je pač en najboljših filmov vseh časov. Ja, zelo je tam gor, ja. To je nekaj najboljšega vsaj letos. Ajde. Ja. Ko še ga enkrat pogledal, bom mogoče zadnjih 5 let ali pa kaj. Jaz tudi komaj čakam, da grem še enkrat gledati. Ja, ful. Ne vem, tako, ker sem ga probal potem doma rangirati od Miyazakijev, mi je zelo visoko. No. Zelo visoko. Ja. Ja, fajn. Ful, res je lep film. In potem sem gledal Madame Web in moram reči, da ne razumem why the hate, ker mislim, slabo je, ampak... Je dobro slabo? Okay. Ne. Ni toliko za nič, no. Ne, mislim, Joss Whedon Justice League je dosti slabši film. Interesting. Pa ima sicer one cool scene noter, ki tukaj malo manjkajo, ker tu nekaj dosti cool, ampak hecno je že, da je Ben iz Parks and Rec tukaj Uncle Ben, ki še le postane Uncle, ker Spider-Man se še le rodi v tem filmu. Okay. Ampak ja, mislim, je Sure. Glej, ni dober film, ni pa tak za nič, kot so vsi rekli. Mislim, ful je slabših superherov filmov. Aha. Pa tale ima Sydney Sweeney not, tako da. Okay. Tako da ja, gledal 2 filma Sydney Sweeney. Did not care much for them. In potem sem prebral knjigo Dom za umret. Ta je tudi žanrska, to je napisala, pozabil sem si napisati zraven, torej Bechdel. Kak je ime? Alison, ali kaj že? Mislim, da Alison? Nekaj takega, ne? Ja. Sem Bechdel. Bechdel, po kateri, ki je dala ime, ali izumila, ali kako temu reči, Bechdel test, torej, da se morata 2 ženski pogovarjati o nečem drugem, kot o tipih, da je vredno omembe. Ja. No, okay, tako. No, to ni v tem duhu, to je tale risa roman, ki je šel predlani pri Viga Vaga knjigah v odličnem prevodu Boštjana Gorenca Pižame, je full dark in je o njeni familiji, o odraščanju, o tem, o njeni pač spolni identiteti oziroma usmerjenosti in o očetu. In je krasno zgrajena, ker imaš pač tako, kaj na začetku, kak je bilo fotor grozen, kak je umrl in potem tako gradi na to. In basically, najbolj zabavno mi je notko ona tako, da se je ful identificirala z Adamsovimi. Ne, nazadnje, oni so imeli doma pogrebni dom. In pač zato je Dom za umret tudi naslov. Ne? In ja, oni so imeli trupla v kleti vedno in... Ona je pomagala fotru vsake toliko in to, ne. S tem, da to je bil part-time job, ker ni bilo dovolj veliko mesto, da bi pač tale pogrebni dom lahko bil full-time in je še fotor poleg tega učil. Ne. No, pa pač res ful so še
70 not in 60 in odraščanje v tem času in pač to, da je ona že dosti hitro ugotovila, da je gej pa tak dalje. Glavnem zelo zanimivo in ful dobro narejeno, ful dobro zgrajeno, ful lepo narisano. Tako da zelo priporočam. In v teatru sem gledal predstavo Cyrano, ki je Cyrano de Bergerac, samo da je musical narejeno in da je na odru cel cajt band in špilajo in je super. Zelo taka punk izvedba, Henning v glavni vlogi de Bergeraca. In tudi to je prevedel Pižamc. Ja, tudi to je prevedel Pižamc. Tako da ja. Kar bizi tale Pižamc. Ja. Skos neki. Ja. Ni čudno, da ne more na naš podcast. Ja, Mito? Jaz sem pogledal serijo Fallout na Amazon Prime, jo imate celo prvo sezono, napovedali so že drugo oziroma odobrili. Poglejte si jo, narejena je po igri, zelo fun. Zgodba je postavljena cirka 250 let v prihodnost po nuklearni kataklizmi. Ki se zgodi v 60-ih ali 50-ih. Ja, ni najbolj jasno, malo je zmedeno, tako malo alter, ker je tek malo drugače. Ampak to nima niti veze, bolj se gre za potem, kjer imaš prebivalce trezorjev ali voltov, kakorkoli bomo to prevedli, in pa silosov, in pa prebivalce površja, ki so na nek način preživeli. In je dosti klasičen zaplet v smislu neke ugrabitve, pa iskanja očeta, pa iskanja nekega gadgeta in tako naprej. Ampak so liki, pa so dogajanja, world building je zelo next level, full fun, zelo zabavno narejeno. Glasba je zelo originalna, tako da pogledajte si, zelo zabavno zadeva. Jaz sem pogledal prvi del in se mi je zdelo super zabavno in bi rekel tako, ok, človek je naredil Westworld, zna delati nekaj zabavnega in ne samo zamorjenega in potem se pojavi cowboy in si, ta človek je naredil Westworld. Ja, The Ghoul, ki ga igra, mislim, da William Goggins, Walton Goggins, hvala. The best je. Mislim, da samo en Ghoul, ki preko flashbackov zveš, preko njegovih flashbackov zveš, kaj se je zgodilo. Ampak on je pa nek mutant, ki je star 250 let in se fiksa z nekimi drogami, ne veš čemu, vse eno. Nosa nima. Ampak je ful huda zadeva, pa nek nov pojem sem skužil v tej seriji, mislim, da v 3. delu boš spoznal. Chicken fucker. To do konca mojega lifea ne pozabil. Najprej sem se tako hljal kot vidva, pol mi pa ni bilo več smešno. Tako da ful zabavna zadeva, poglejte si. Super. Pa pogledal sem še Shogun, ki se je zaključil ta torek. 10-delna epizoda, remake romana in TV serije iz 80-ih. Lahko ga ulovite na Disney+. In dajte ga, ker je Majka. Super je. To je, dobro, zdaj neke te velike floskule kao Game of Thrones, to ni fantasy, to je v bistvu postavljeno po nekih kvazi realnih zadevah v 16-17 stoletje Japonske, kjer se en portugalski, angleški mornar na portugalski ladji znajde na Japonskem. In je neka taka, sprva misliš, da je to neka klasična fish out of water oziroma riba iz vodnjaka, izven akvarija, whatever, kjer je kulturni prepad, pa problem prevoda in tako naprej. Od spod je pa v bistvu borba za oblast, ljubezenska zgodba, pa neko tako tiho kulturno spoznavanje. Veš, tak neki perfidni in tihi način, kako spoznati neko japonsko kulturo, naprimer. Okay. Všeč mi je, kako so tretirali prevode, kako so tretirali japonske like, pa tudi ženske like. Mislim, da od napram serije, knjige nisem bral, so tle meni ženske like toliko bolj zanimivi, samostojni. Mariko je v bistvu en bolj zanimiv ženski likov, ki sem jih videl, prebral kakorkoli v zadnjem letu, tako da ful priporočam. Kak pa igra ona, ker jaz sem jo ravno kar gledal v obupni seriji tale Monarch, kjer ima glavno vlogo tudi. In she's not very good. V bistvu tlele
njena vloga je tle v bistvu zelo zadržana, ker mora ful to njeno notranjo življenje, dogajanje, jezo, maščevanje držati po površjem, zato ker biva pod striktnim patriarhatom in tega se ona cel cajt zelo jasno in inteligentno zaveda in igra na svoje karte ženske, pa kako se lahko ženska v tej japonski družbi premika. Tudi igralec Toshi oziroma Takeda, tak igra Toriyama, no? Zikar sem zmasakriral, pa sploh zgrešil njegov priimek, pa ime, je dal na svet, da v bistvu kot prvo ne gledati originala, kot drugo pa igraj, kot da se ti vse ful dogaja, kot da imaš polno emocij, pol pa vse skupaj potlači. In v bistvu to ko sem gledal njeno vlogo, zdaj v bistvu na ta način je zelo, zelo zanimivo opaziti, ker je pa tako, to je serija, kjer se vse okrog dialogov odvija. Akcije je zelo malo in tiste malo, kar je akcije, je zelo krvave. Ampak to je po romanu od Asimova. Ne. No, tako da ima za literate, prevajalce, pa nasploh nekoga, ki ima rad malo bolj počasne tempe, pa da se reče poglobi v like noter, je to super serija. No, cool. No, jaz sem že prvi del polovico pogledal in me je kar pritegnilo. No, do naslednjič boš seveda pogledal še malo več. Ti tudi. Tudi jaz, ja. Kaj ti spoiler, to delamo naslednjič. Tako da dajte se pripraviti, poglejte si in se poslušamo čez, zdaj že manjka 2 tedna. Ja, manj kot 2 tedna. Še kaj, Mito? Ne, to. Okay. Jaz sem bil na poslednjem huraju Kurje polti, kjer sicer tretjega filma nisem več videl, ker se me že nekaj lotevalo, očitno sem pol tudi zbolel. Hundreds of Beavers sem pogledal in Wake in Fright in moram reči, da sta mi bila oba filma tako po nekem zapovrstju, gledal sem Ghostbusters, se priznam, ampak po nekem zapovrstju slabih filmov, 2 res super filma. Hundreds of Beavers je napol risanka, ena taka mala mojstrovina, neke slapstick komedije, montaže, kako pravzaprav filmske magije, no, in je res za pogledati in dejansko, ko ugotoviš, da je to bolj ali manj delo enega človeka, tega pač tudi, ki je v glavni vlogi, si sam tako wow. Wake in Fright pa je iz leta 71 in je tako avstralski Kafka, samo da ful alkoholizma. No? To je res pač nor film o nekem učitelju, ki gre hoče v Sydney k svoj punci in na poletne počitnice, oziroma na neke počitnice, ker v Avstraliji, kaj zvem, kakšno vreme je tam. Skratka, gre tja in se ustavi na pol poti v mestu, ki ga lokalci imenujejo ljubkovalno Jaba. Ima neko daljše ime, ampak se ga nisem zapomnil, skratka je Jaba. You're new, you're not from Jaba. In pol ga skratka tam napijejo in pade v nek res dolg delirij, alkoholičen. Forster si je sponzor. Ne, nek drug pijejo, vse ga ves čas kaže na kamero in ves čas vidiš, kaj pije, ampak sem pozabil kaj. Je pa to film za ljudi, ki nimate, kako bi rekel, malo bolj temeti želodec za to. En prizor noter je pač pretresljiv, grozljiv, še posebej, če imate radi živali, je pač težko ga gledati. No? Ker je tudi resničen. Ja, ker je resničen in to takoj ugotoviš, nihče te ne more nategniti in na koncu filma, ne bi rekel, da je opozorilo, ampak je pač povejo, da je to resničen lov na kenguruje. Ne, res, ali kva, ta posneta? Ja. IRL? Ja. Wow. In lov, izživljavanje, tam nekje. Skratka, res nor film, no, in jaz moram res reči, da mi je žal, da se Kurja pot zaključuje, no, tale festival, ampak je pač jasno, da na enem človeku oziroma na prostovoljcih to tudi težko deluje, tako da vsekakor sem bil tam in videl ta film in mogoče mi je tudi zaradi tega bilo malo slabo. To je poreklo tvojih črevesnih izzivov. Na hitro vam sem še poročal o tem, da sem prebral skratka Dylana Doga obdobje od izvirnih številk 338 do 400 oziroma 387
je pač to dolgo nadaljevanje Dylan Doga, kjer se skratka posledice z ene epizode v drugo, kjer Blok se končno upokoji, Dylan Dog ima pač neke stalne nasprotnike, stalne neke zgodbe, ki se pač iz ene zgodbe v drugo prelivajo in kar nekaj zelo zanimivih recimo zgodb je noter, Muško srce, zdaj govorim seveda srbske naslove, ker sem bral to v prevodu Veselega četrtka, tam je Dylana končno nekdo sooči z njegovimi številnimi ljubicami in s tem, da pač se vsako noro zaljubi, pa je pusti takoj. Foter od ene od zaročenk in ga muči in skratka mu vse njegove napake pred njega meče, da pač prizna, da je totalno moško govno. Lovac na vještice je super epizoda, ker je za vse fane hororja, ker je epizoda o režiserju Michaelu Reevesu, ki je posnel ta film, pravzaprav njegovi skrivnostni smrti, da so ga pač utišali in tako naprej. Ljudska mašina je o delu v pisarni, to vsi veste, ki ste kadarkoli delali v pisarni, taka Severance epizoda, samo za odrasle o festivalu snuff filmov, posle Duge tišine je vrnitev Sklavija, ustvarjalca, tistega, ki se je skratka zamislil Dylan Doga, prva naslovnica brez Dylana Doga na naslovnici in naslovnica, ki je popolnoma bela. Skratka, samo napis je in Dylan zapade v alkoholizem, spet nazaj, ko skuša rešiti primer človeka, ki čuti, da ni duha njegove žene v stanovanju in čuti njeno odsotnost. To boleče čuti njeno odsotnost. In je tako ena najbolj pretresljivih, grozljivih štorij, ki sem jih bral. Ladico se še sestavlja? Ja, mislim, da jo tudi, čeprav je pol nekje na neki točki, mislim, da je stran vržal. Okay. Skratka, in pol pride 13 delov, kjer od 387 do 400 številke, kjer odštevamo -13, -12, -11 do padca meteorja. Pred padcem se zgodi poroka, ki je razjezila mnoge homofobične fene, ker se Dylan poroči z Gručem. Skratka, potem meteor pade in zbriše vse in potem je 400. epizoda, ki je totalno sanjska, onirična, ne veš, kaj se pravzaprav dogaja, ampak na koncu Dylan Dog pride do samega sebe, do Sklavija, do nekoga, do Boga, ne vem kaj, skratka. Nekaj se zgodi in za 401. epizodo začnemo od začetka in imamo pač ponovno to, kako bi temu rekel, zgodbo izvora Dylana Doga. Reset. Reset. In zdaj beremo, pač skratka, zdaj sem v tej dobi. Nisem še daleč, mislim, da sem 3 dele prebral, ker imam ostale na Ptuju. Zakaj pa se z Gravčem poroči? Zato, ker če sta cimra. Ker na koncu ugotovi, da je to človek, ki je bil ves čas ob njem, ki je ob vseh teh problemih in to ves čas bil ob njem, mogel bi se pa poročiti kao za svojo ljubeznijo, da bi rešil svet. Ampak itak ne pomaga. Gravče, kar ok, Martin Mister ima dosti manj izbire. Res je, čeprav on ima zaročenko. Ok. On ima eno in isto. Da je eno. Ja. Skratka. Plus on ima Ferrarija, tako da lahko se dobi. No, kaj pa je z hroščkom? Misliš, da tako pa ne moreš biti pa convertible? Ferrari tudi. Tako šik. Ljudje in ljudine, če boste verjeli ali ne, to je bila že naša 187. epizoda in tudi mi bomo danes začeli z odštevanjem, -12. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obod, podcast za serije filme, risanke, špile in knjige vse žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Igor, delal sem Črno kroniko Harp, Mito, ničejansko brezno Gegi. Make sense, ok. In Aljoša, novinarstvo izumira Harlamo. Tole epizodo smo posneli v kinu Bežigrad, kinu, ki je vedno v centru dogajanja, kino za žanrske in obče filmske sladokusce, kjer lahko poleg duše nahranite še telo in kamor se lahko v naslednjih dneh znova pripeljete tudi z avtomobilom, ne direkt v kino Bežigrad, da se prav razumemo. Preverite namreč na njihovi spletni strani, ko se bo vreme v naslednjih dneh izboljšalo, se lahko skratka vrnite v drive-in kino. To so skratka sanje vsakega poštenega Slovenca, lahko se nekam zapeljete z avtom in vam ni treba niti stopiti iz njega.
Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcast ali Spotifyju, spremljate platformo Aparatu z odličnim in raznovrstnim izborom podcastov in če v naslednjih dneh pride do državljanske vojne, se nikar ne bojte. Združene države obod bodo odprte, sprejele vsakogar, naj bo Štajerc, Gorenc, Primorc, celo Dolence bomo sprejeli. Res. Sam če imajo sveč. In v naši državi boste vsi varni in lahko boste živeli v slogu in ljubezni, dokler se pač držite nekaj preprostih pravil, ampak pravila ima itak vsaka družba, ne, to dela družbo, jutranje poslušanje naših klasičnih epizod, naš portret v vsaki dnevni sobi in uradnem prostoru, obvezni predmet žanr za vaše otroke, popoldansko poslušanje naših klasičnih epizod, večerni ogled žanrskega filma, serije ali branje knjige, nočno poslušanje naših klasičnih epizod, zapovedan praznik ob izidu vsake naše nove epizode in ulična parada, obvezni predmet spoznavanje agentov in družbe preko njihovih oči, obvezni vpis vsakega drugega otroka na Akademijo za podcaste in režanje v mikrofon in 10-dnevni tečaji gromskega smejanja in aplauza pred vsako živo epizodo in še kakšne podobne malenkosti. Kje se lahko izpišem? Nič takega, torej dobrodošli tudi Dolenci. Podcast Obod za lepšo in blagozvočnejšo prihodnost. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobod, na Facebooku in Instagramu kot podcast SKM Obod brez pikic vmes, sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu te objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer lahko klepetamo o vsem tekočih epizodah, o tem, kaj žanrskega konzumiramo ali bomo konzumirali, sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabno mrežo še vedno tudi delimo rajcarje, prikolce, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko smerite za vprašanja, pripombe, komentarje, fotografije osvobajanja Maribora izpod tiranije Ljubljane, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. To je bila že 187. epizoda, dragi oboževalci in oboževalke. Naslednja epizoda 6. sezone je na vrsti, torej 7. maja, govorili bomo, kot smo že omenili, o seriji Shogun. Če imate 5 minut časa ali pa mogoče malo več, se lahko sprehodite ven, marsikje stojijo prostovoljci in prostovoljke te dni organizacije Inštitut 8. marec, ki zbirajo podpise za evropsko kampanjo My Voice, My Choice. Dajte podpis za varen in dostopen splav v Evropi, hkrati pa lahko ta podpis oddate tudi na spodnji povezavi, ki smo jo priložili v naši epizodi. Mi se pa torej poslušamo 7. maja, do takrat imate čas, da pogledate Shoguna, mi to pravi, da je v redu, torej ne bi smel biti problem, da to pogledate do takrat in se poslušamo takrat. Hvala vam za vašo pozornost. Adios. Howdy, pa. Ok, adios. Nimam dobrega avta. Boom. Please don't let them kill me.